Pozdravljeni, sem Beti Burger, avtorica podcasta Na robu, kjer se lotevamo tem odrinjenih obrob, da kot družba ne zgrmimo čez njega. Tokrat sta z mano alpinistki Anja Petek in Patricija Vrdev, prejemnici posebnega priznanja nagrade Zlati cepin za izjemen ženski alpinistični dosežek, in sicer prvi pristop na 6000 Lelung 1 v indijski Himalaji. Najprej dobrodošli in pa iskrene čestitke. Hvala, lep pozdrav, hvala. Torej, že zadnji mesec se je veliko govoril o vajinem izjemnem dosežku. Decembra boste nagrado tudi prejeli. Anja Petek, v podcastu v Steni ste dejali, da pravzaprav še prednje okolica torej prepoznala, da ste naredili nekaj izjemnega, ste to na nek način vedeli tudi sami. Pa me zanima, Patricija, je bilo pri vas podobno, torej, ko ste stopili oziroma prišli v bazni tabor, so bili občutki taki, torej, da vam je uspelo nekaj posebnega? Ta občutek se še vedno razvija. Vsak mesec, ko pogledam nazaj, je drugače. Če pogledam tistega v baznem taboru, ko smo prišli dol, se mi zdi, da je bila zgolj slika, brez zvoka, vsaka pri sebi s svojimi mislimi in poleg tistega nekega veselja seveda in vse je bilo, ja. Ampak ne tak intenziven, kakor pol, ko si nekje sam doma v mirnem okolju, ko se zamisliš nad vsem tem, so čisto drugačni občutki spet, ne. Torej, v bistvu je bolj pomembno vama, koliko na nek način sami tretirate nek vzpon, zahtevnost, kot pa kaj v bistvu prepozna okolica ali pa zdaj mogoče širša javnost tudi s tem priznanjem oziroma posebno nagrado. Jaz bi rekla, da je ali to vprašanje se ne giba malo bolj v te alpinistične smeri ali pa v katerekoli druge. Jaz mislim, da je res pomembno to, da znaš sam vrednotiti neko, ne vem, delo, ki si ga opravil, ne vem, ali gre zdaj za neke športne dosežke, rezultate, ali gre za prenovo stanovanja, ali gre za neko odgovorno obveznost na delovnem mestu. Če znaš sam te stvari vrednotiti pri sebi in si dati neko priznanje, potem se tega tudi veliko drugače verjetno lotevaš. Brez nekih pritiskov, pričakovanj, bolj izhajaš iz sebe. In jaz mislim, da je to zelo, zelo pomembno pri vseh stvarih, katere se lotevamo. Ker je od tega tudi verjetno potem odvisen naš vzgib. Koliko pa je vseeno alpinizmu mogoče vrednotiti uspeh, ne? Ker vseeno zdaj za samo nagrado so določeni parametri, ne? Zdaj so od višine, dostopnosti, vremenskih razmer, mogoče, če tu malce opišete za vse laike. Kaj bi rekla? Je to kompleksna zadeva, ne? Ja. Mislim, ni tukaj, šport je recimo zelo lahko merljivo, ne. So tam sekunde, so minute in so ure in se da enostavno zmeriti, kdo je prišel hitreje na cilj ali dlje skočil ali kakorkoli. Tukaj gre pa za zelo subjektiven pogled, ker ti lahko narediš vzpon po isti smeri, pa bo popolnoma drugačno, kakor je bilo prvič ali pa kakor je bilo drugič, pa bo pol petič čisto drugače spet, ne. Pa lahko govorimo o zelo neki preprosti smeri, ne. Lahko tudi govorimo o športnem vzponu v plezališču, pa ni vsak dan enako, kako se boš počutil ti noter, a ne. Jaz včasih rečem, da je pomembno, s katero nogo vstaneš. Ok, s katero danes vstaneš. Pri alpinizmu pa sploh je še toliko več dejavnikov, sploh ko gre za neke take odprave, ko se planirajo po leto ali pa še več, ali pa že pol leta naprej, a ne. Tako, kakor smo mi, a ne. Ti kupiš letalsko karto in takrat greš. Zdaj, ali je vreme ali ga ni, ali so razmere ali niso. Ti se tam pol prilagajaš cilju, a ne. Oziroma spreminjaš cilje v primeru česarkoli. Ja, pa ti
zdaj recimo, da dodam, ko govorimo o tej nagradi, oni so na nek način najin vzpon merili ali ocenjevali, kolikor se to le da, po nekih določenih, kako bi rekla, določeni faktorji so, ki so tukaj ključni, ampak sama ocena je pa pač zelo kompleksna, v smislu, ne vem, gleda se na najtežje mesto, se pravi najzahtevnejše mesto na ene smeri, potem dolžino trajanja, ali traja to, ne vem, en dan, traja več dni, potem Etični pristop je to. etični pristop, ja, slog, a ne, ali ti preplezaš smer prosto, ali tehničariš, vremenske Kaj pa pomeni razmere. ta sam etični pristop? Mogoče za vse tiste, ki ne vemo, kaj to pomeni. Ja, tukaj gre se tukaj v prvi vrsti se poudarja te smeti, ker jih je vsako leto toliko več zaradi vsega turizma. Pol je tukaj tudi uporaba samih nosačev od baznega tabora naprej. Uporaba neke druge človeške sile za pomoč pri vzponu. Tu bi na enem mestu lahko predstavljalo, da bi imele, ne vem, nosače na hrib, a ne, da bi nama pomagali nositi opremo, ne vem, do nekega dela smeri ali pa do vrha. Ne, mi sva se tega lotili sami, plezali sva v alpskem slogu, to pomeni, da se nismo vračali na nižja mesta. Se pravi, ena taka, veliko faktorjev se tu vključuje in na nek način ocenjuje in potem, ja, pride ven neka verjetno bolj subjektivna kot objektivna ocena, ampak kompleksna ocena. Zdaj, omenili ste vrh, ne? Kako je bilo na vrhu? Kako je v bistvu stati na vrhu, kjer ni stal še nihče drug? A ste imeli vseh teh pravzaprav vremenskih okoliščinah, ne vem, tudi naporu, na nek način možnost doživeti res goro v tistem pristnem stiku, v tistem pristnem smislu, ko mogoče v strico Anja, vem, da vi radi tja zahajate. Kako je bilo na vrhu? Ja, zdaj, gremo nazaj v tisti čas, ko smo prišli na sam vrh in prestopili tja gor na najvišjo točko Lalunga. Mogoče jaz osebno, ne vem, za moment se zamisliš nad tem, kjer olajšanje, zdaj smo na vrhu, tukaj pa res še nikogar ni bilo, sploh ko smo molitveno zastavico mogli gor privezati, to je njihov običaj v tem predelu. So nama, se pravi, šerpe dali v baznem taboru molitvene zastavice in vsak, ki pripleza prvi na nek deviški hrib, priveže gor molitveno zastavico. No, verjetno takrat sva se še najbolj zavedali, evo, to pa res zdaj midve tukaj veževa molitveno zastavico, kar pomeni, da pred nama ni stal še nihče. Ni pa zares prostora za, da bi se ne vem koliko olajšanega počutil, pa Treba je še iti dol, ne? ja, a ne, ta simbolno rečeno, vrh je, oziroma tisti glavni cilj je potem v dolini, ko varno prideš s hriba. In bi rekla prej, da je to potem nek proces. Kako je stati prvič na hribu, kjer ni stal še nihče, verjetno procesiram še danes. In verjetno bom čez leta to veliko drugače občutila, zaznavala kot zdaj. Ja. Kaj pa vi, Patricija? Bi se kar pridružila besedam Anje tukaj. Ja, mislim, da je vse zelo lepo zajela. Pač tam na vrhu res ni bilo. Pač, ja, si vesel, da si tam gor, da ti je uspel do tja priti, ampak v zadnjih je že naslednja misel, pač, kako bo se stopa, kako do baznega tabora. Da, ja. Da v bistvu je potem verjetno tisto zavedanje šele potem v baznem taboru mogoče še začeli prihajati z večjo intenziteto. Pa sta se kdaj spraševali na poti, zdaj mogoče na Lalung oziroma mogoče na kakšno drugo goro, a vama je tega treba? Ne vem, od teh medvedov, o katerih smo veliko slišali v baznem taboru, ki so povzročali malo nevšečnosti pa
slabega vremena. Ste se kdaj vprašali to na vajini poti? Ne? Mislim, v življenju delam tako, da za kar se odločim, za tem stojim. Pač jaz sem tukaj vedela, da sem se odločila za to. Sprejmeš, da je vse ostalo del tega in pač delaš s tem, do česarkoli že pride. Tega občutka, mislim, zakaj me zdaj, ne. Ni prostora niti za tega, za takšne. Ne, sem se sama odločila, ne. Pač to želim, tja gremo, za tem stojim, pač. To je moja odgovornost, ne. Ja, se zelo strinjam. Ker mi s Patricijo smo se pred odpravo pogovarjali o želji glede odprave. In Patricija, ti si takrat omenila, da si tudi že dlje časa želiš iti na odpravo in jaz sem tudi sama imela v sebi željo spet iti na odpravo in se mi zdi, da je ta želja, začne se z željo. In če si nečesa močno želiš, v to res vložiš veliko enega truda, veliko ene discipline. Nekako marsikatera druga življenjska področja malo moraš skozi usklajevati s temi pripravami in s temi idejami in željami. In jaz mislim, da je toliko enega inputa, če se tega lotiš z res eno močno željo, da si potem sam hvaležen, ko si v tistih predelih sveta, da imaš možnost biti tam in ga zaužiješ čim bolj polno, celostno, karkoli ti prinese dan, vse je neko. Ni pa bilo recimo, mislim, to sem zdaj vprašala tudi zaradi tega, ker na primer v knjigi Andrej Štremfelj tako zelo dobro napiše, da se je pač počutil kot ujetnik med mučenjem, ujetnik v času odprave, ujetnik mogočne stene, ki se poigrava z nami, ujetnik samega sebe, ki sovraži vse tisto, kar si pravzaprav najbolj želi. V tem smislu, kako težko je lahko, torej ni bilo niti na vajini poti takšnih primerov, da bi mogoče neki taki občutki sploh lahko prišli na plan. Verjamem, da se lahko človek tako počuti. Zdaj, verjetno so spet razlogi, zakaj, ampak ne, teh vprašanj, kaj je meni tega treba, ni bilo prisotnih. Prej bi prišla na plan, recimo, če bi že 10. v letu se odločila za, ne vem, da grem na sprehod na Kamniško sedlo in glih 15. novembra zapade meter snega in jaz bi gazila tam 5 ur v kosu, to se mi je že sicer zgodilo, zato pripovedujem eno zgodbo, ki mi je poznana, in bi si po 5 urah rekla, pa kaj je meni tega treba. Sej čez 2 tedna je tukaj Kamniško sedlo in takrat se bom veliko manj matrala. In, ja, ko si pa, ne vem, prvič v toliko neraziskanih koncih in zavedaš se, da nimaš priložnosti vsak dan ali pa vsako leto se iti nekaj takega, se pa vsaj midve niso ukvarjali s temi vprašanji, kaj nam od tega treba. Kdaj pa sta začutili, da so gore, da je alpinizem tisto, s čimer se hočeta res ne ukvarjati? Kaj je bilo mogoče odločilno ali pa mogoče kdo je bil odločilen? Jaz sem to vprašanje začela dobro raziskovati šele v zadnjem letu. In vsega, kar se spomnim, je to, da sem si nekje leta 2016, 2017 nekje v glavi zvizualizirala neke bele gore in od tem naprej sem pa se upisala v alpinistično šolo 2017 in tak naprej. Torej najprej je bila vizija zasneženih belih gora in potem pot naprej. To je to, kar se spomnim. Mislim, plezala sem enkrat na umetni steni v 2. razredu, hodila sem v planinski krožek v 1. razredih osnovne šole, ampak to povezujem s tem, no, tega se nekako lahko spomnim, zakaj sem se sploh odločila, druga se sploh ne spomnim. Ok, pa vi, Adi? Nekako kar samo pride, a ne? Ali te samo najde, ali mi najdemo to. Se pravi, vprašanje je bilo, kdaj sem sploh... Ja, da je to res nekaj, kar se hočete malo bolj tako z vso bitjo ukvarjati.
Verjetno je to bilo v obdobju, ko sem si poškodovala nogo in sem imela kar zahtevno okrevanje in v tistem času sem imela malo več časa, pa sem prebirala alpinistične knjige in jaz mislim, da so obe tiste knjige so mi bile nek navdih v smislu, jaz si želim doživeti to, kar ti alpinisti opisujejo. Vse te mogočne hribe, vse te občutke. Pa ste doživeli to, recimo, ne? Zdaj pač seveda sicer zelo odvisno od alpinista in avtorja knjig, kako opisuje občutke in gore. Se vam zdi, da ste podoživljali, oziroma podoživljate zdaj to podobno? Jaz bi rekla, da takrat sem bila zelo neizkušena, ko sem brala te alpinistične knjige in sem si vse te zgodbe precej drugače sem jih doživljala. Romantizirano? V sebi ne. Zelo obratno. Zelo obratno, veliko bolj ekstremno. Ne vem, kaj vse me je preplavljalo v branju tistih knjig, ampak hkrati mi je bilo pa pač privlačno to, mislim, kaj žene človeka, da pa vse se odloči, pa do neke mere tvega. In ja, na svoj način sem potem to doživela. Ne toliko, občutki niso bili identični tistim, ki sem doživela v branju knjig. Zdaj ste sami naslednje vprašanje spisali, kaj žene torej vaju v hribe, oziroma kako mogoče opisati nekomu, ki res ni toliko blizu, mu niso blizu gore, ne? Kaj vama to pomeni? Kaj so tisti motivi, kaj vaju žene? Jaz mislim, da čisto enako, kakor nekomu nogometna tekma v soboto. Čisto enako, kakor nekomu prebrati celo knjižno zbirko nečesa. Vsak najde neko rdečo nit v svojem življenju. In nekdo se odloči 40-krat v enem letu na Triglav in mu je to veliko veselje, veliko truda mora v to vložiti in na koncu uživa in je vesel in srečen in ga to izpopolnjuje. Jaz sem sam pač drugo, ali pa midve smo sam drugo pač zgodbo tukaj ubrale, drugo pot. Na koncu si vsi želimo isto, ne. Imeti nekaj onih svobodnih, srečnih trenutkov, mogoče odmaknjenost od direndaja v mestu, od službe, od stresnih, problematičnih situacij ali kakorkoli. Sej, Anja, vi ste rekli, ne, v tem podcastu s Teni, da pravzaprav iščete mir, osredotočenost, stik s sabo, tudi v gorah. Patricija, vi podobno, kaj še iščete, ta odmik oziroma? Mislim, da se to zelo je skozi leta spreminjalo. Mislim, ja, še vedno mi nudi to neke vrste meditacijo, ker pač takrat moraš biti osredotočen na tisto primek, na tisto pa, ne, in možgani sploh nimajo prostora, misli sploh nimajo prostora za kaj drugega. Ampak verjetno je bil vzgib 2017 ali pa 2020 drugačen, kakor je danes. Danes se mi zdi, da veliko bolj iščem neke vzpone zaradi nekega užitka, neke romantike v bistvu. Če malo bolje opišete, da si znamo predstavljati. Dočimer tega prej sploh nisem znala. Prej je pač mogla biti ocena, mogla je biti dolžina. Parametri. Soplezalc sploh ni bil pomemben. Dočimer zdaj grem raje mogoče, ne vem, zeleniške špice, vse imam super, preplezam grem na kavo dol. Ne vem, brez nekih stresnih situacij, mislim, brez nekih zapletov ali kakorkoli. Je pa verjetno pomembno vseeno v alpinizmu oziroma nasploh v življenju, da nas potem ne izpopolnjuje samo tisti neki hobiji oziroma tisto neka, ne, torej da ne uživate samo v gorah oziroma ko ste na odpravi, ampak tudi dol v dolini, da znata živeti, torej da ni, ali imate kdaj ta občutek neke te nujne potrebe, danes pa moram na Kamniško sedlo ali pa na Istrico ali pa... Ja, Patricija, si mi dala malo zamisliti, ko si rekla, da se to z leti spreminja. In
če sem včasih čutila to primoranost, jaz sem ga. In potem nekako s časoma upam, da slej ko prej ugotoviš, da ti ni treba zares. In tudi mogoče si odgovoriš na vprašanje, zakaj je v ozadju en občutek, da moraš. Ne? Ker zelo mi je dobro vprašanje pri tem, ali se nečesa lotevaš svobodno, da te to osvobaja, to ti da to neke zelo pozitivne občutke, ali pa se tega lotevaš iz primoranosti, kjer imaš občutek, moram, dolžen sem, sicer se počutim krivega in tako naprej. Zelo fajn se je osvoboditi teh drugih občutkov, da greš res čim bolj svobodno v hribe. In mislim, da je pri meni bila neka podobna pot, ko sem bila mlajša. Verjetno kot mlad se malo iščeš nek občutek skupnosti, pripadnosti, jo tudi pridobiš, če si mogoče kdaj malo bolj, kako bi rekla temu, če malo bolj izstopiš, iz povprečja, tudi prej dobiš neko to pozornost, ti si pa nekaj fajnega splezala, kako je pa bilo, prej te bo nekdo pristopil do tebe, kakor pa če plezaš neke običajne stvari, ampak s časoma pa, kakor sem prej rekla, če bi delala to zaradi tega, da dobim potrditev iz okolice, bi bila v sebi zelo prazna. In mislim, da se s časoma človek potem tudi malo izoblikuje kot oseba, pridobi neke izkušnje, si začne malo bolj sam sebi zaupati, ne rabi toliko nekih potrditev in je to en tak proces, tudi v alpinizmu. In potem začneš to res početi zaradi sebe. Saj jaz, ko sem odgovorila na vprašanje, da iščemo v hribih mir, temu ni bilo vedno tako. Včasih sem iskala tudi adrenalin. Zdaj pa se bolj nagibam k temu, kar si rekla ti, romantika, opazuješ sončne vzhode, sončne zahode, različne oblike, tvorbe. Se kdaj naveličate pogleda na, ne vem, na goro, ko ste videli? Ne, saj jo razumem, ampak tako da. Ampak res zdaj si vzamem čas, da naredimo eno sliko, da si vzamem čas za opazovanje. Prej sem pa tekala gor, pa dol, pa to je bila kar neka drama, če nisem šla v plezališče. Ja, če nisem dobila soplezalcev. Ampak zdaj je pač drugače. Tudi na drugih življenjskih, osebnih področjih sem marsikaj spremenila. Verjetno je zato gre z roko v roki. Tako. Ampak tudi pravzaprav prej ste omenili, Patricija, to, da vam včasih ni bilo pomembno, kdo je pleže z vami, oziroma kdo gre z vami v gore. Vseeno vidve se ne poznata tako zelo dolgo časa, pa vam je v bistvu uspelo spletiti eno zelo lepo vez, na nek način prijateljsko, če se ne motim. Se vam zdi, da je torej v gorah mogoče hitreje se povezati z nekom na neki globlji ravni? Jaz mislim, da se lahko povežeš ti s človekom kjerkoli, tudi v dolini na kavi, če sta za to dva pripravljena. Ker po drugi strani sem plezala tudi z ljudmi, ko smo šli samo enkrat skupaj plezati, pa je bilo to. Ker pač... Ampak na nek način vse neko zaupanje pa mora biti, s tistim, ki greš, recimo, sploh če so pač... Mislim, na koncu vsi delamo varno za sebe, za soplezalce in tako naprej, da se vzpon konča varno na vrhu in se stopi na vse to. Ampak jaz mislim, da vseeno rabiš na drugi strani človeka, ki je odprt za neke pogovore, ki ima mogoče podobno mišljenje, s kom se pač ujameš, da lahko spleteš nekaj več. Ni nujno to glih v gorah, mogoče je samo lažje okolje, da se to zgodi. In temu bi potem dodala, če je človek odprt, vidi očitno smo bili, vsaj jaz sem tako to doživela, plezali smo prvo skupno smer Poševno zajedo. To je tisti tabor s tujci, ki se ni izšel, čeprav ne.
ki se je očitno mogel iziti malo drugače. Ja, okay. To je lepše povedano. Ja. Sva šli plezati v Veliki Draški vrh in sva imeli kar izzive. Mi dve sva to plezali do 1-2 ponoči, se mi zdi, in se stopali na Pokljuko še 4 ure. Se pravi, 24 ur smo pa le bili v kosu skupaj. Dolgi prvi zmenek. In tudi ta časovnica, mislim, da nekaj povem, da smo imeli tudi določene izzive v smeri, se pravi, ni bilo zdaj neko čist enostavno lahkotno poplezavanje, niti ne ekstremno, ampak ko prideš v steni, v hribih do nekega izziva, je to neko surovo okolje. Ne? In mislim, da vsako neko surovo okolje, sploh če si še izpostavljam nekim izzivom, te prisili, da če so bile kakršne koli maske prej ali pa neke obrambe, to potem pade. Niti ne bi rekel, da je tam karkoli padlo, mislim, da jih sploh nismo imeli zares, ampak enostavno to surovo okolje te malo prisili k temu, da si tam ti res ti. Ja, in kakor sem že rekla, ni prostora za blef in mislim, da sva odlično speljali to turo, varno se vrnili v dolino. In to, mislim, da nam je dala, ne vem, vsaj meni je dala veliko zamisliti ta tura. Da znamo sodelovati, da se znamo dopolnjevati, da znava ohraniti neko mirnost v situaciji, ki nama je izziv. Sploh v nekih surovih okoliščinah. In to veliko pove o človeku in v hribih najlažje s takimi ljudmi pa tudi se počutiš varnega. Zdaj vajin dosežek je, kot ste rekli, Patricija, res tudi ena spodbuda za ženske v alpinizmu. Pa me zanima, koliko sta mogoče tudi vidve z mlajšimi alpinistkami povezane, tudi mogoče na nek način mentorce, koliko se vam zdijo uspehi žensk v alpinizmu mogoče ali prezrti ali ne prezrti, dovolj izpostavljeni? Ja, podpora mlajšim alpinistkam, ja, mislim, da se obe sploh Anja ogromno truda vložila v te ženske tabore, ker se je pokazalo to medgeneracijsko sodelovanje, spodbudili marsikatero, da je šla upravljati potem izpit za alpinistko, naredila tudi kak težji vzpon, se povezala z drugimi, našla so plezalko za naslednjo sezono. Ja, glede te spodbude alpinistkam s to nagrado. Nažalost se še vedno danes preveč omenja, da smo mogoče zapostavljene. Mislim, Mira Marko Debelak, Pavla Jesih, 100 let nazaj, leta 1925, sta naredile krasne vzpone. Borile sta se proti vsem, mislim, ne vem, če sta se ravno borile, če je to sploh prav, da rečem, ampak peljale sta svojo pot, videle sta svoj cilj, naredile sta tisto, kar je bilo v njuni moči. In jaz mislim, da imajo punce, ženske, tudi danes vse te možnosti. Če ne vzamejo besed okolice ali pa besed kogarkoli, da so to njihove. Če ne verjamejo, da lahko splezajo nekaj, potem bodo. Če pa verjamejo nekomu, ko jim pravi, ja, pa ti si ženska, pa ti ne boš, tebe je strah. In če ti verjameš temu, pa te je strah na koncu, ne? Torej, se vam vsem zdi, da so na nek način okoliščine zelo podobne oziroma za tako moške kot ženske na nek način enake v tem alpinističnem svetu? Jaz bi rekla, da v Sloveniji imamo zelo spodbudno okolje. Težko je primerjati, ali so okoliščine čiste enake, enakovredne ali niso, ampak mislim, da občutimo ženske alpinistke v Sloveniji, seveda je odvisno od ferajna do ferajna, pa ne vem, mogoče tudi družinskega okolja, pa
veliko ozadja je tukaj lahko prisotnega, ko prispeva, ne vem, da bi pa katera alpinistka danes drugače odgovorila kot jaz. Ampak jaz mislim, da imamo zelo spodbudno okolje. Sva pa bili lansko leto na podelitvi Steel Angels v Rusiji, v Moskvi. In skozi te podelitve sva tudi dobili vpogled mogoče v tudi ta svet ruskih alpinistk in mogoče samega vidika nekih odnosov, ki so jih je dali tam začutiti, sva bi pa rekli, da smo v Sloveniji kar napredovali. Mislim, imamo občutek, dobila sem občutek, da tam alpinistke so zapostavljene in da je prisoten nek, kako bi rekla temu, mogoče prezir do žensk, ali pa še vse, pač jih ne, jim noče dati toliko prostora. Ja, jim mogoče noče dati toliko prostora, tudi vi ste lahko alpinistke, tudi vi lahko imate svoje ideje in delate, kar vam je v interesu, tako da verjetno je zelo odvisno od kulture do kulture. Ampak one se res kot skupno zelo trudijo. Zelo so povezane, zelo veliko vlagajo v to, hodijo na neke skupne tabore, se udeležujejo teh izobraževanj za vodnice, potem vodijo in tako naprej. Res toliko energije, koliko to usmeri v ta svoj cilj, pač neverjetno. Se pa vseeno verjetno odprave ženske razlikujejo od mešanih, je verjetno dinamika tudi vseeno malo drugačna. Ja, rekla bi, da smo... Dežuje več, ne? Več dežuje. To se kar malo povezuje, res. Glede na moje izkušnje z preteklih odprav je še na tej odpravi največ deževalo. Ampak mislim, da nismo bile ženske tiste, ki smo vplivali na vremenske razmere. Ja, mi smo se tudi kdaj zvečer dol usedle za isto mizo, smo se malo pogovarjale o strahovih, dvomih, nevšečnostih. Bilo je malo drugačno vzdušje, malo drugačna dinamika, verjetno smo malo bolj odprte, da tudi za tiste ranljive teme. Malo več refleksije, ne? Ja, malo več refleksije. Jaz sem imela v Patriciji vedno občutek, da ji lahko povem, tole mi pa zdaj ni bilo v redu, oziroma upam, da tudi obratno, ker brez tega, da ti potlačuješ in se nekje v steni v nekih situacijah, ki niso prijetne, to lahko eskalira in ni okej. Tako da v hribih si tam, moraš biti tam cel, od tega, da si, ne vem, zelo odločen, do tega, da si tudi ranljiv in rečeš, tole bi pa zdaj ni všeč, ne leži, a se mogoče zamenjava, da lažje sodelujemo. In se mi zdi, da je mogoče malo več tega je lahko na ženskih odpravah. Ja, imeli smo res zelo odprto nas, zelo odkrito smo se vsem pogovarjali. In mislim, da je bil to ključ do te uspešne ženske odprave. Ker da je bilo neko kreganje, neko ugovarjanje. Mi smo se pogovorile. Mislim, nismo bile zdaj izkusno smejane in vse je bilo lepo in metuljčki, ampak res smo znale komunicirati. Trudile smo se za to, da smo en drugi dajale prostor in si ga tudi, ko smo rabile, si ga vzele. Tako po mojem je to kar bistvena razlika. Ker kadar je bilo malo napetosti, se je tudi čutilo to, in a boš zdaj to ignoriral, pa živel s tem. Pa bo pol eksplodiral čez 2 uri. Ali boš to skomuniciral, Definitivno si v prednosti, če si odprt za pogovor. Zdaj mogoče proti koncu, koliko se vam zdi, da je v alpinizmu še tega prostora v bistvu pristnega raziskovanja, iskanja novih poti, torej podobnega, kar ste v bistvu naredili vidve, vama je to tisto, kar vam je bliže, v bistvu raziskovanje neraziskanega, Deviške gore? Koliko pa je tega? To ima res vedno neko avanturo. Ne vem, že
Na domačem hribu, če greš, poznaš mogoče vse poti, ki vodijo, ne poznaš onih vmesnih. Ampak če greš kdaj sam tak malo se potepati po gozdu, pa okoli tistega hriba ali kakorkoli, ima nek svoj čar. Sploh, ko pa greš ti nekam malo dlje ven, v malo večje razsežnosti, v malo večje doline, gore. Je pa to res tako nekaj posebnega. Res nekaj tako čarobnega. Ker tista tišina v Himalaju ima res svoj zvok. Res je razlika. Je drugačna tišina. Ja. In jaz mislim, da je tega prostora za raziskovanje še toliko ogromen. Samo vprašanje, če imajo ljudje Pogum. voljo, željo sploh raziskovati. Razkirati letalsko karto, pa iti nekam, kjer ne veš, kaj te čaka. A boš lahko opravil tisto spon, ki ga želiš, ali ne? A se boš vrnil domov brez njega, ne? In pa smo spet tukaj na začetku. Kaj nekaj počneš in tako naprej, ne? Mislim, ogromno s tem razkiraš, ko greš ti nekam, kjer ne poznaš področja. Nimaš informacije, pa tako naprej. Ampak tega je še ogromno. Ja, se mi zdi, da če greš res v neko področje, kjer še nimaš nekih informacij, koliko so hribi raziskani, res tvegaš, a ne uspeh. Odvisno, kako si to tretiraš. Lahko je pa uspeh to, da si izbral pogum, se odločil, šel tja, preveril na lastne oči, lastne roke, noge, kaj ti okoliščine ponujajo in si popolnoma zadovoljen s tem, da si imel eno novo izkušnjo. To je lahko uspeh. Zdaj, ja, sem pa zadnjič bila informirana od Miha Habjana, da je več hribov še ne preplezanih to sem tudi slišala. Ker sem bila tudi jaz presenečena. Vi pa vsi na Triglav, pa na Everest, ne hočemo. Tega podatka nisem vedela. In tudi, če ne bi vedela za ta podatek, jaz mislim, da je to res odvisno od posameznika. Vedno je prostor za raziskovanje. Če ne greš pa v Ojstrico, pa neko varianto splezaš. Moraš se odločiti, bom pa splezal v to eno varianto, Herletove smeri. Zdaj mogoče čist za konec sta se v vajnem baznem taboru v dolini, torej na Vranskem, na Pici odločili mogoče že, kaj bo vajn prihodnji, mogoče skupni ali pa individualni izziv. Čutite mogoče zaradi te zdaj prejema tega priznanja nek pritisk? Na nekaj točki, jaz sem ga res. Ampak pa se vse nekako na srečo odvil v drugo smer. In ja, tudi nazadnje v najnem baznem taboru, če lahko tako rečemo, mislim, da smo se zelo lepo in iskreno pogovorili o najnih ciljih. O najnih željah, o najnih pričakovanjih, ali kakorkoli. Tako da, ja. Mata že torej kakšne, ali ne bo ta izdali? Debata je takrat tekla predvsem, da bi mogoče organizirali, jaz sicer težje sodelujem, ker sem časovno kako bi rekla, nimam teh možnosti, oziroma imam malo drugače oblikovane prioritete, ampak smo se pogovarjali o ženskem taboru z ruskimi alpinistkami. To smo se pogovarjali, če bi to bila kakšna možna izvedba, mogoče na nek način vrniti neko gostoljubnost Rusinjam, ki so na Julani tako toplo sprejele v Moskvi in bile tako gostoljubne in skratka polne, kako bi rekla, enih informacij in želja po nekih izmenjavah. In smo rekli, mogoče bi pa to bila ena taka zelo, ne vem, lepa, ne gesta, ampak tudi izmenjava, izkušnja tudi za nas, da bi se med sabo povezale in mogoče en tak ženski tabor bi se oblikoval lahko z njimi, da bi pa jaz osebno zdaj razmišljala o nekih alpinističnih ciljih trenutno,
pa vem, da to od mene zahteva veliko, mislim, vsaj ambicioznih alpinističnih ciljih, vem, da to od mene zahteva veliko discipline, časa, truda, trenutno imam pa prioritete malo drugam usmerjene in ne polnim misli s temi idejami. Anja Petek in Patricija Verdel, najlepša hvala za pogovor. Veliko uspehov še naprej na vseh področjih. In hvala vam, dragi poslušalci in poslušalke, gledalke in gledalci, za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.